Okoli 18:30 v okrožju Hamilton v Ohaju policija posreduje zaradi prijavljenega streljanja, ki naj bi ga sprožil spor med sosedi. Zdi se, da je osumljenec še vidno na kraju dogodka. Prišlo je do hudega verbalnega spora. Naša operaterka poskuša dobiti številko njegove družine, da bi šli tja. Mislim, da je v sosednji hiši. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Kdo je bil ustreljen? Policija je osumljenca, ki ga vidite tukaj, identificirala kot 24-letnega Cole Hornsby, za katerega so priče povedale, da živi v tej stavbi. Si bil ti? Pokaži mi roke, tvoje roke. Le nekaj korakov stran. Prvi posredovalci najdejo Colovega soseda, identificiranega kot 40-letni Theodore Block, ki po navedbah policije trpi zaradi več očitnih strelnih ran. Preiskovalci so kasneje ugotovili, da je bil neoboroženi dedek ustreljen v hrbet 12-krat. Vente svojo, tretjo dvojko. Ali Diha? Mi bomo je tipa. Je to vaš mož? Ne! Da sam počakaj, da tam za ena sekunda, prav? Diha. Ga bom hitro preveril, prav? Samo stante tam v redu. Theodor je bil razglašen za mrtvega na kraju dogodka, kmalu zatem, ko se je več članov njegove družine zbralo v sosednji hiši. Pogovori se z njo, preden pobegne. To je pastorka, zapustila bo to pastorko. Ampak pri osumljencu so se policisti pripravili, da ga odpeljejo v pripor. Kako ti je ime? Kje je pištola, stari? Ne vem. Skakanje 78. Slišal za to varnosti, kam v gledališču? Jaz se bom odzval. 987, jasno. 9080-12 si me potrkal. S 780 živalmi. V pridržanju sem. Postavka bombo pridržanje. Ob 18:22 imamo nadzornika na foti in ekipa je bila obveščena, naj se odzove v tem avtu. Ti vzemi moj. Tukaj je. Vse sem slišal, ti. Naredi. Vzamem vse, kar imaš. Vse si slišal. Misliš, da naj grem v avto, si brknem pas, pa ga spet snadem človek. Zakaj puščaš ta pas? Vzamem vse, kar imamo. Ne boš, sedi dol. Jesus. Ne boš nam vzel našega človeka. Cole je zavarovan v patruljnem vozilu, ko na prizorišče prispajo reševalci. Naslednji, ja, tukaj zamen, za to hišo. Hej, čakamo, pej dol. Kje je to? Klej. Ne vem. Right here. Tvoja ponudba? Samo ven moramo priti, gospa. Trenutno morajo sodelovati z mano, prav? Ste slišali to? Bil je sosed tukaj, ga je kakih 5-krat zadev. Ali moj mož diha? Ni videl? Jaz hočem. Očem. Biti tam. Vem, ampak zdaj jih bomo pustili, da delajo, jaz pa te bom posedel tukaj na verando, prav? Bila sem prav tam, začela sem teč, ker je potegnil pištolo in začel streljati. V redu si? V redu. Ja. Da te ni zadev strela ali kaj takega?
Bi bili lahko za trenutek z njo. Od nje smo že dobili izjavo, prepričan sem, da jo bom želel peljati, da nas vidi. Ali bi lahko bil tudi on tam? Ne, nisem prepričan, kaj počnejo reševalci. Vem, da je zlikovec trenutno pridržan, zato nisem prepričan, kaj počnejo reševalci. No, nič takega ne vejo. Moram iti tja. Žena žrtve, ki pravi, da je bila priča streljanju, dobi priložnost, da si oddahne, preden jo preiskovalci dodatno zaslišijo. Torej, lahko ste vi poklicali na številko 911, mi lahko poveste, kaj se je zgodilo? Slišali smo strel, šli smo tja, sosed je prišel ven in jaz sem prišla ven. Moj mož je sekal drevo, ki je padlo in je šel tja, ter mu rekel, naj pospravi pištolo. Moral bi, ne potrebuje pištole, ker je prišel sem. Poklicali smo policijo že mesec dni prej, preden je prišel. Grozil je. Meni je meril z lokom in puščico in moj mož je rekel, ti si nor. S puščico in lokom si meril na mojo ženo. Ne potrebuješ pištole. In potem je začel govoriti neumnosti. Rekla sem, Ted, samo pokliči policijo. In Ted je bil tak, torej, Ted. Moj mož se je začel udaljevati, potem pa je nekaj rekel, moj mož se je obrnil in da je preprosto ustrelil. V redu, in ste to videli? V redu. Slišali ste to, kaj ne? Priče pravijo, da je Teodor sekal drevo, ki ga vidite tukaj, ko je Kol domnevno streljal na zadnjem dvorišču. Takrat je Teodor, ki je takrat po poročanju pazil na svoje vnuke, pristopil k Kolu in ga prosil, naj preneha. Preden je osumljenec domnevno usmeril orožje proti svojemu sosedu, policija v sosednji hiši še naprej poskuša ugotoviti, kaj se je tukaj zgodilo. Ali je dal pištolo? Ne, preveril sem ga, verjetno mislim, da živi tukaj zgoraj. Tak da, ja. Je rekel, odšel je in se vrnil. Kdaj si ga prvič videl, ko je prišel? Stal je točno tukaj, z rokami v žepih in strmel. Rekli so, da je potem, ko ga je ustrelil, šel nazaj v svojo hišo in potem spet prišel ven. Tako da v redu, prepričan sem, da živi tukaj v tej stavbi. Imamo več strelnih ran? Imamo 2 v levem stegnu in 3 v trebuh. Verjamemo pa, da je ena še v desnem ušesu. V redu. Nekaj sekund kasneje na prizorišče pride lastnik nepremičnine in domnevni sorodnik Kola. Ampak mora vedeti, če ste kaj slišali ali videli. V redu. Ali živite tukaj v bližini? Vi ste samo lastnik te nepremičnine. Vsega tega. Ne, jaz sem. Od tam naprej. Tiste stavbe ne posedujem, tiste hiše tam ne posedujem, tole imam v lasti. Prav. Ste imeli najemnika, ki živi tukaj? Kako mu ime? Pokliči Markija. V redu. Prosil te bom, če lahko ostaneš tukaj in nam boš na voljo, ker se bomo verjetno morali vrniti in ti postaviti za kakšno vprašanje. V redu. Torej, je on tukaj? Ja, precej prepričan sem. Oče mojega osumljenca je tam. On je lastnik posestva. V redu. Samo v redu, torej zavrti tam nekje. Ta gospod živi tukaj, njegova žena je na verandi. V redu. Kje je lastnica hiše, ker je ni tam? V redu, morda je. Torej, če je noter, samo želimo se prepričati, hej, da ni več žrtev streljanja in preveriti, če je še kdo. Policija ugotovi, da je v bližini še ena morebitna priča in poskuša govoriti z njo. V redu, samo globoko vdihniti morate. Samo sesujem se. V redu, torej vi najemate to hišo. Jaz najemam to, v redu. Ali kdo najema to garažo? Tip ga je ustrelil. V redu, veš, v redu. Torej, tip je mlad fant. Kaj se je zgodilo? No, kriminalisti bodo prišli. Nadaljuj, povej mi še 5-krat, pustil ti bom, da si oddahneš. Umiri se malo. To je kar strašljiva situacija. Ja. Zelo strašljivo. Zelo strašljivo. Torej, oseba, pokojni, dejansko živi v hiši poleg, njegova žena je tam, na sprednji verandi. Ta gospod živi tukaj zgoraj, imela sta prepir zaradi drevesa, ki ga je pokojni sekal. Ne, razžagal je drevo, ki je padlo. Prišel je ven, izmenjala sta si nekaj besed, potem ga je ustrelil. Nato ima še en policist priložnost govoriti z reševalcem, ki pove več podrobnosti, za katere pravi, da jih je izvedel od žrtvine žene. Šel je na dvorišče, da bi posekal mrtvo drevo in sosed je prišel ven ter ga ustrelil, pravi. Pravi, mislim, da mu je ime Mark. Očitno je tukaj to drevo. To drevo tukaj je na njihovem dvorišču, šel ga je posekat, ker vidiš, da je mrtvo, in moški je prišel ven. In mislim, da jo je v preteklosti poskušal zadeti z lokom in puščico.
No, danes je prišel, začel pretep. Po besedah njegove žene je prišla ven, da bi ugotovila, kaj se dogaja. Njegova žena je prišla ven, da bi ugotovila, kaj se dogaja. In on je šel po pištolo in ona je rekla, pospravi pištolo, za tole ne potrebuješ pištole, prav? In potem ga je, mislim, 3-krat ustrelil, vsaj tako je rekla ona, in ona je tista, ki je poklicala mojo mamo in je rekla, ne vem, kam je šla njegova žena, je še vedno tam. Videla vse skupaj? Ja, je. In priče pravijo, da je Cole v preteklosti domnevno grozil žrtvini ženi tako, da je vanjo usmeril lok in puščico. Domnevni dogodek, o katerem želi en policist izvedeti več. Tako je rekla. Mislim, da mu je ime Mark. Ja. In jaz sem si mislila, ne poznaš niti imena svojega soseda, pa ne moreš prositi, da posekajo mrtvo drevo. Zelo. Čudno. Ja, odkar se je vrnil iz vojske, ga je zelo malo stvari pretreslo in to ga res ni prestrašilo. Torej podirjamo drevo. Poznaš to soseska? Mislim, že prej so imeli težave in so že prej poklicali policijo. Ja. Ne predolgo, imamo še mogoče 2 ali 3. Tako, evo. In slišali smo, da je pravkar prišel iz zapora in vse to, pa da nima več muleta. Ne vem, ampak prej je na mojo mamo meril z lokom in puščico in mislim, da je bilo takrat, ko sem jaz, ja. Wow. Ja, mislim, da oni. Želim biti s tabo. Mislim, da on ni živel tam. Pravkar se je vselil, pravkar je prišel iz zapora. Torej je to nedaven razlog, recimo pred 3 meseci. Tako se je začelo, ko se je preselil sem. Je. Slišal sem, da ti je ta tip grozil z lokom in puščico že prej. Wow. On je čuden. On je čuden. Lahko mu pogledaš v oči in vidiš norost. Ja? Ampak nisem vedela, da ima to. Mislila sem, da ima nekaj tazga. Mislila sem, da ima pištolo. Ne vem, pa si izmučen, ker je poderil drevo. Ne, moj mož je podiral drevo, ja, in slišali smo strel, ki je prišel od tam. In izgubil je življenje. Ja. Nič. Rekla sem ti, naj ne primeš moje leve roke. Rekla sem ti, naj ne... Policaži? Ali kdo sploh govori s tistim strahopetnim sosedom? Katero? Rekli so, da je niso mogli najdeti. Bila je tam, ko se je zgodilo. Redo, torej, mislim, da imamo veliko prevodov. No, predvideval sem, da je to njegova žena. Torej, v hiši živi ženska. Ja. In on živi v belem garaži. Ja, oni vedo. Nadlegujejo. Prišla je ven in rekla, tega tipa se strašno bojim, ima pištola. V redu. To je bilo dan. Tudi. Ja, zato je moj mož šel tja. Ker smo vsi slišali strel in ona je šla ven, čisto prestrašena. Poskušali so ohraniti prizorišče zločina čim bolj nedotaknjeno, dokler niso prišli kriminalisti. Tako da vem, da bo na koncu vsega tega ona govorila skozi. Bila je prav tam. Je odšla? Ne vem. Ne vem. Ko je bil moj mož ustreljen, sem padla na tla. Ja. Potem pa je začel klicati številko 911 in stekel noter. Je kam pobegnil, ko se je to zgodilo? Ja, odšel je tja in potem nisem mogla. Prišla sem noter in poklicala številko 911. Potem pa sem pokukala skozi zadnja vrata in videla, da je stresal mojega moža. Brno se je. Torej, je stekel po ulici ali na polje? Dem. Samo v tisto smer, v redu. Vem, da še nisem našel orožja. Tako da se nisem več upomogla. To poskušam ugotoviti, kje bi lahko odvrgel pištolo. Ja, pobegnil je v tisto smer. V redu. To je bila pištola. V redu, bila je črna, srebrna. Vsa črna. Mislim, bila sem prestrašena. Tudi on je streljal name. Ja, mislim, veš, to mu je šlo po glavi. Vem, spraznil je nabojnikom mojega moža. Slišala sem samo pok. Zakaj zaradi ničesar? Spok se ga ni niti dotakni. Pravkar sem ga nokautirala. Salem. Točno vem, kdo bi je ustrelil. Lahko ga usmeriš k ekipi. Vem, da ponavljam, da je vse, kar ste rekli ali slišali ali videli, trenutno zelo pomembno. Ni me briga, ali je bila pištola ali ne. Vem, kaj sem videla. Vem. Nihče ne dvomivate. Imamo ga. Nihče ne dvomivate.
Nazaj na policijski postaji se policisti pripravljajo, da bodo kola pospremili noter. Prav. Stopite ven, šli bomo skozi tista črna vrata tam in nato skozi hodnik. Pravljen, pomagal vam bom hoditi, ker imate roke za hrbtom, če slučajno padete naprej, da ne padete na obraz, prav? Ne. Tako je, po pravilniku oddelka. V trenutku se bom vrnil in pobral vaše stvari tukaj. To so vaš telefon, denarnica, ključi, take stvari, prav? Kako ste rekli, da je vaše ime? Malone. Malone? To je Malone. Ja. Rumene pesmi. Veliko jih je, ja. Pojdimo tukaj naprej. Ga bomo ujeli. V zvezi s čim? V zvezi z zdravstveno težavo? Zdravstvena goljufija. Počakaj trenutek. Kje se je ta dogodek zgodil? V redu. Ali ste za to kaj plačali? Ne. Hej, Sejed. Tega ne boš dobil. Vej. Torej, nimaš omenjega denarja, bo ta račun prišel k tebi? Ja. Zgleda, kot da si nekoga oštel. Želim se prepričati, ali so to nerešeni umori ali umori. Umori. Predvidevam, da gre za morilce. Mislim, da je bil Cole obtožen umora prve stopnje in prikrivanja dokazov, potem ko je policija trdila, da je skril pištolo, uporabljeno pri zločinu. To pištolo so kasneje našli v lopi na dvorišču. Ne, bolnišnica ni zaprta. Ti to je to, kar je. Je? Ja, je na vrhu ulice za predajo, roka. Ja, sem ti rekel, ni moje, ne? Moja leva roka. Srečno. V redu, kaj pa se dogaja z vami vsemi? Predvidevam, da bi ga moral dati v celico. V redu. Jaz sem v enoti Airborne 1. Tudi jaz. Evo. Redu. Nisem baren. Sam pa idi na varno, jaz bom to za trenutek zadržal tukaj. Prosim, pejte čisto naprej, prosim. Pejte čisto naprej pred seboj. Stopite malo naprej. Poglejmo si. Si ga že odvrnil? Imam preostale njegove stvari v kuverti in tudi osebno izkaznico trenutno. O, ja, vse to ima. Ne moram preživeti. Vem, da ti je to pomembno in to razumem. Poskrbel bom, da bo varno. Dal bom to v to kuverto. Nimam razloga, da bi to obdržal. Naredil bom še večjo ceremonijo. Razumem. Nič nima smisla. Ne, to sem že snil. Naredno. V redu, torej on ti bo snel lisice, ker bomo gledali, kaj boš naredil. Snameti lisico z ene roke, z katerekoli že. Položi dlan na steno pred sabo. Razumeš ta navodila? V redu. Pusti roko na steni, dokler ti ne rečem, da jo umakneš, prosim. Enako bomo naredili še 100 roko, v redu? Ja. Stopite malo nazaj. Tega moče. Preiskal vas bom. Prosim, sezujte tudi čevlje. Prosim, sezujte še nogavice. Preveril jih bom. Če je vse v redu, jih lahko spet obujete. Razumete? V redu, v redu. Kar sezujte nogavice.
Pravkar sem to rekel, bilo je težko. Kaj? Nesreča. Tudi težko, to počnem že približno 30 let. Za trenutek dajte roke nazaj na steno, za ravnotežje. Dvignite desno nogo. Koliko lahko, razen če kaj želijo, koliko se lahko obrnem, lahko to vzamete nazaj. To nisem jaz, to je verska slab, razumem. To pravim, poskrbel bom, če ti to vrnem, bom poskrbel, da to dobiš nazaj. Ampak za zdaj ti ne morem dovoliti, da imaš karkoli tam noter, dokler so v celici. Razumeš? Ne želim biti nespoštljiv do tvoje vere ali česa podobnega. Mimo grede, dober čas za odhod. 1900, prav. Hvala. Bi želeli zdaj odgovoriti na kakšna medicinska vprašanja? Ne. Naredu. Celoten razlog, zakaj postavljam medicinska vprašanja je, če se ti kaj zgodi, moramo vedeti, koga obvestiti. Všeč ti je sam balata, nekaj tazga. To je edini razlog, zakaj sprašujem take stvari. Ne vem ničesar o tvoji aretaciji in niti nočem vedeti ničesar o tvoji aretaciji. Ne bom te spraševal ničesar o tvojem incidentu. Torej, glede na to, mi lahko zdaj odgovoriš na nekaj mojih vprašanj. V redu. To je v redu. Ne bom te silu, da narediš karkoli, tega nočeš narediti. Kar naprej, daj mu kratke grafične prikaze in ključe. Daj to takoj v enega tam. Kaj pa jaz? V redu, samo začasno pridržanje, prav? Verjetno veliko težje, ampak je ista stvar. Ja, imam strnišče zate. V redu. Cole je bil obsojen na 24 let do dosmrtnega zapora. Naročite se zdaj za lažji dostop do najnovejših vsebin na Law & Crime.